Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Minute za zdravje. Tudi danes bomo spregovorili o eni zelo pogostih bolezni, katere vzroke je potrebno iskati v prekomerni teži, nepravilni prehrani, sedenju, mnoge ženske pa jih dobijo v času nosečnosti ali po prvem porodu. Danes bo govora o hemoroidih. Več pa nam bo povedala magistra farmacije Polonca Fijala Novak. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in seveda vsem našim gledalcem. Res je, danes bo tekla beseda o tako imenovanih hemoroidih. Mogoče ljudje bolj poznajo pod imenom zlata žila, ki je sicer lepo ime, težava pa nič kaj je dobra, bom rekla, za pacienta, ki jo ima. In hemoroidi lahko rečeva, da je izjemno pogosta bolezen. Pogosto se ljudje oglasijo v lekarni, po tovrstno pomoč poiščejo, nasvet poiščejo in nekako skušajo svoje težave tudi seveda ublažiti. Povedali ste že hemoroidi ali zlata žila, kaj pa sploh je to? No, hemoroidi ali zlata žila, lahko rečemo, da so to žile okrog zadnjika. To se pravi, v prejšnji oddaji sva govorili o krčnih žilah, tudi tukaj imajo vene kot take izjemno pomembno vlogo pri nastanku in tudi ta preplet teh žil, lahko govorimo o nekem venskem pletežu. Zdaj, te vene, hemoroidne vene so okrog zadnjične odprtine razporejene nekako in seveda, ko nabreknejo, kar se pri hemoroidih zgodi ali pri zlati žili, ko nabreknejo, se stanjšajo, postanejo boleče, lahko prihaja do krvavitev in včasih je krvavitev pri hemoroidih tudi tisti najpogostejša krvavitev, kar se tiče v teh pri črevesnih težavah. Zdaj ljudje seveda, ko vidijo krvavitev, rečejo, to pa je alarmantno, težava je sigurno huda, nekaj je treba ukreniti. Mogoče nekoliko za informacijo našim gledalcem, naj povem, hemoroidi, ki krvavijo, vedno je barva nekako krvi res svetla ali pa, če rečeva, tista rdeča, kot pač kri poznamo. Ni toliko zaskrbljujoče, kajti tukaj, ko je svetla kri, nakazuje, da res gre za krvavitev iz nekje zadnjične odprtine ali iz tega konca, pač na koncu črevesja in ne rabi biti toliko panike. Vkolikor bi bila pa kri temna, to se pravi, blato je bilo skorajda črno, to govori, da krvavimo nekje, vendar pa tukaj ne moremo govoriti, da krvavimo iz hemoroidov, kajti črno blato, črna kri je znak, da krvavimo v recimo zgornjih prebavilih. Najpogosteje želodec, da bodo ljudje lažje razumeli ali pa lažje razlikovali. Tista krvavitev je pa res urgentno potrebno pomagati, ker je zelo zaskrbljujoča, lahko resno ogrozi našo življenje tudi, stanje kot tako in je potrebno takojšen zdravniški pregled. Ko pa mi vidimo, kot pravim, svetlo kri, ko čutimo, da imamo neke bolečine, ki so lahko povezane z hemoroidi, takrat vemo, da nam je ta težava zagodla, seveda zdravnik bo spet nekako odredil, kaj in kako storiti, vendar pa tukaj ni toliko alarmantno ali pa toliko pač res zaskrbljujoče. Zdaj, mogoče še nekaj poveva, da bodo ljudje lažje spet razumeli. Vedno govorimo o hemoroidih, vendar pa ločimo notranje in pa zunanje hemoroide. Zdaj, kakšna je razlika? Kar očitna razlika je. Zunanji hemoroidi ponavadi izjemno bolijo. Izjemno bolijo hemoroide, taki pacient lahko otipa, vemo, da neka bulica je nastala ali čutimo jo pravzaprav, lahko krvavijo, seveda sploh, če potem, ko gre človek na blato, še blato dodatno razdraži in potem res to boli. Kar se pa tiče notranjih hemoroidov, pa zanimivo, nikoli ne bolijo. Zakaj ne? Ker notranjost dejansko nima prepleta teh bolečinskih živčnih končičev in ne boli. Tudi ne začutimo, ker je pač pregloboko. To se pravi, kot sva rekli, kaj pa potem simptomatika? Edina simptomatika, skoraj, ki jo tam opazimo, je pa ta tako imenovana krvavitev, ki pač jo moramo, ne smemo nekako spregledati in moramo dejansko takrat tudi ukrepati. Zdaj, simptome sve že omenjali, oziroma enega izmed najpogostejših. Kakšne težave pa povzročajo hemoroidi? Ljudje, ko pridejo v lekarno, ponavadi rečejo, boli me, ne morem hoditi, ne morem sedeti, ne morem ležati, peče, skeli, srbi. Tudi tukaj je izjemno pomembno to srbenje, ki je izrazito prisotno in seveda, ko dodatno spraskamo, lahko dodatno še vnetje povzročimo zraven. Potem seveda, kot sem prej rekla že, na blato je potrebno iti in potem, če še je kakšno zaprtje prisotno, potem je to dejansko še večji pritisk, hemoroidi še bolj izstopijo, še bolj zakrvavijo, še bolj se ta žila stanjša. To se pravi, taki skupek nekih bolečih simptomov
ki človeka dejansko ne sposobijo. Bom tudi rekla, sedaj bo spet nekoliko bolj toplo vreme, poletni meseci so in hemoroidi so spet v poletni meseci veliko pogostejši. In takrat, če je zraven vročina in včasih pride do hudega vnetja in potem že samo kot tako vnetje boli. Zato pravimo, hemoroidi so navadno tudi prisotni pri tistih ljudeh, ki imajo že krčne žile. Ko so prejšnjič oddaje govorile, tukaj je slabo vensko ožilje, šibke vene, ki se izražajo ne samo v naših nogah, to se pravi krčnih žilah, ampak tudi v pogostih hemoroidih. To se pravi, to je ta simptomatika. Kot so pa rekli, notranji hemoroidi pa ne bodo boleli, vendar človek reče, krvavim, sploh ko grem na blato, krvavim in takrat se človek tudi prestraši, čuti neko spremembo in to je dejansko lahko notranji hemoroid, ki pa lahko tudi zdrsne dejansko iz zadnjika in potem je seveda še tukaj hujši zaplet, če tako rečeva. Kje pa lahko iščemo recimo vzroke za nastanek hemoroidov? No, vzroke, če se spet osredotočimo na tisto, kar smo zadnjič govorili, so zagotovo šibke vene. To se pravi, vene spet nimajo več istega tonusa, stabiliziranosti nimajo, v zadnjiku je prav tako, se iz enakega razloga to zgodi, to se pravi, takrat žila nabrekne, potem tudi ta žila je zelo v tesni povezavi z zadnjičnimi zapiralkami in je izjemno pomemben ta pletež, da lahko zadržujemo vodo, blato, vetrove, sluzi, to se pravi, tukaj je potem vse porušeno. Šibkost ven, glavni vzrok. Seveda pa na to šibkost vpliva spet mnogo dejavnikov, mnogo vzrokov, ki jih mogoče nekoliko omeniva. Včasih ljudje pridejo v lekarno pa rečejo, težavo imam, nikoli nisem imel hemoroidov, sedaj pa jih imam, pa ga vprašam, kako žila vaše so dobre vensko, imate krčne žile, nikoli nimam krčnih žil, ne vem, naenkrat se je nastalo. Ko se malo nekoliko poglobimo, več pogovarjamo, izvemo, da je recimo človek težko fizično delal, recimo reče kakšen moški, jo doma gradimo, pa sem dvigoval bremena in seveda tukaj je izjemno povezano s fizično delo, tlak v trebuhu se dvigne, ko neki napor naredimo ali pa ko nekaj dvignemo in hemoroidi se lahko nekako zdrsnejo, tudi če načeloma nimamo slabih ven, če tako rečeva. Potem, ko so zadnjič tudi govorile, kašljanje, kihanje, to poveča tlak v trebuhu, tudi pri hemoroidih je enako, to se pravi, lahko pri tem prihaja do hemoroidov do zlate žile, nosečnost je takšen dejavnik tveganja, kot ste vi že omenili, po porodu navadno nastane, seveda tam je pritisk, ko rojeva mamica izjemen in dejansko hemoroidi lahko veliko večji meri potem nastanejo. Kakšno pa je zdravljenje, če je zdravljenje sploh možno? Rekla bom, zagotovo zdravljenje je nujno potrebno, da tiste prvo težavo oblažimo, da človek sploh lahko hodi, da človek lahko sedi, da lahko normalno konec koncev obratuje, tudi da lahko gre normalno na potrebo. Zdaj, kaj bi storili? Zagotovo ljudje pridejo v lekarno, pa vprašajo, kaj mi je pravzaprav za storiti. Spet, če bomo pogledali po lekarni, kopica zdravil, kopica nekih dodatkov, lokalnih anestetikov oziroma mazil, krem, gelov je na zalogi in iz tega potem izbiramo. Zdaj, kaj bi pravzaprav izbrali? Zagotovo prvo posežemo po tistem, kar bo hitro učinkovalo, hitro ublažilo. To so kreme in pa kakšne geli. Zdaj, učinkovine so v teh pripravkih ali pa v zdravilih večkomponentna. To se pravi, ne vsebuje samo ene snovi. Navadno vsebuje kakšen lokalni anestetik, kakšen adstrigens, kakšni protibolečinsko komponento, recimo protivnetno komponento, kakšni protektiv. Zakaj bom sedaj mogoče malenkost razjasnila? Lokalni anestetik predvsem omrtviči ali pa vzame bolečino, če rečeva po domače. To se pravi, namažemo gel ali mazilo in ne bo tolikšne bolečine. Tudi potem lažje dejansko prenašamo, lažje se vse skupaj zaceli. Da se bo lažje zacelilo, je ponavadi dan protektiv. To se pravi, neka zaščita sluznice, da se hitreje celi, da potem tudi konec koncev, ko gre človek na blato, dejansko ni toliko poškodb zaradi tega. Tudi krvavitev nekoliko se potem v tem smislu ublaži. Adstringenti so dodani, kakšne čreslovine ponavadi. Zakaj je to? Po domače rečeno, da se nekako proteini skoagulirajo oziroma rečemo mi navadno, žila se skupaj potegne. To se pravi, s tem zmanjšamo vnetje, zmanjšamo nastanek iz tega vidika, ko je manjše vnetje, ni rdečine, ni bolečine, ni srbenja, ni teh težav. Prav to, kar hočemo pač
konec koncev oblažiti. Tako da iz tega izbiramo, ponavadi pa ljudem vedno rečemo, gledajte, najprej dajte si hladne obkladke. Ljudje rečejo, iz česa? Zagotovo iz hrastove skorje. Zdaj, bom rekla tako, včasih ljudje, ko imajo doma gozdove, bi kar doma nabrali lahko, vendar hrast mora biti mladi, načeloma pa v lekarni je pripravljena hrastova skorja, ko vemo, kje je bilo nabrano, ekološko pridelano in tako naprej. To se pravi, res hrastovo lubje je, ki se obvezno v vodi more kuhati, kakšne pol urice kuha, vre, potem se da na stran, da se ohladi, pokrijemo, se ohladi, precedimo in res, da bo tekočina, da ne rečem ledena, ampak zagotovo zelo hladna. Potem damo na sterilno gazo ali kakšno drugo tkanino, to se pravi, in damo obkladke. Zakaj hladne obkladke? Zato, ker hladno, kot vemo, pri vnetju pomaga. Vnetje nekako gre počasi nazaj. Hkrati pa ta čreslovina v hrastovi skorji stroji te proteine, kot smo rekli, beljakovine, nekako žilo potegne skupaj, to se pravi, tudi s tem zmanjša vnetje. To je tisti prvi ukrep, ljudje rečejo, kakšno olajšanje po enem takem enostavnem nekako namigu ali pa ukrepu. Potem seveda pride na vrsto mazanje z kakšnimi mazili, ki so jih nekako okvirno že povedali, v kakih skupinah so, da bodo ljudem mogoče lažje razumljivo, kakšen modulek, s kakšnim faktu se dobi, to se pravi, več komponent vsebuje. Potem kakšen proktis je tudi na voljo, kakšen eulantin, veliko je tega, to se pravi, to bomo spet izbrali glede na to, kakšna simptomatika je res pri ljudeh prisotna. Potem, kaj bi še bilo smiselno, ljudje, ki imajo spet pogosto te težave tovrstne, ki pravijo, da se kar ponavlja, ne samo poleti, ampak tudi čez druge mesece, ki dodatno še tožijo, da imajo krčne žile, to se pravi, tukaj je tako alarm, to so vene dejansko šibke. Treba jih ukrepiti, ker če ne bomo mi dejansko vzroka kot takega zdravili, ne bo nikoli boljše. To se pravi, tam, če malo prejšnjo znanje ponovimo, ki smo ga nekako črpali v prejšnji oddaji, biflavonoidi, Detralex, potem kakšne drugi pripravki zeliščni v smislu tega, da stabilizira, okrepi kapilare, žile in tako naprej, da tonus ven. Izjemno pomembno, da tudi pri hemoroidih jemljemo. Ko se hemoroid pojavi, recimo, jemljemo to terapijo, to je v obliki tablet, govorim, nekoliko povečano jakost ali pa vzamemo več tablet, se dejansko v lekarni potem svetujemo, jemljemo kakšen teden dni, 10 dni višjo dozo, na kar potem nekaj mesecev malenko zmanjšamo. In s tem dejansko mi dolgoročno vplivamo na to, da bomo žile oziroma vene okrepili, tudi se bomo izognili seveda hemoroidom. Zdaj, včasih ljudje rečejo, ko imajo notranje hemoroide, predvsem ne gre na blato, ne more iti, kaj naj, dejansko tukaj ne svetujemo potem brisanja z WC papirjem, ker dodatno še spraskamo. Potem kakšni ti robčki se dobijo za analno nego, prav za hemoroide, vlažilni so, nekoliko tudi vsebujejo učinkovine, ki olajšajo, to se pravi, lekarna lahko ponudi pri tej težavi kar nekaj stvari in se s tem dokaj lahko lepo olajša in tudi želimo seveda čim prej olajšanja. Pa so mogoče hemoroidi pogojeni z leti oziroma pri katerih letih lahko recimo najprej nastanejo? Zagotovo tudi kot taka slabost naših ven se z leti nekako povečuje, se takrat ta bolezni bolje razvijajo in tudi iz tega vidika lahko hemoroidi tudi z leti nekako postanejo v večji meri prisotni. Res pa je, da, kot sem rekla, simptomatika je tukaj oziroma tisti faktorji, dejavniki so tisti, ki pripomorejo, kot sva prej rekli, težko dvigovanje, slabe vene, kot take že podednosti recimo. Tukaj je predvsem tisto oprijemlišče. Je pa res, da so tudi faktorji, na katere včasih pozabimo, pa ste rekli recimo debelost, zagotovo prekomerna teža, spet povišanje tlak v trebuhu, zagotovo, to je tudi razlog v nosečnosti recimo, da se pojavijo, je zagotovo faktor, ki izjemno pripomore k nastanku. Potem prehrana, da ne bomo šli mimo prehrane, tukaj ima velik vpliv. Ljudje, ki recimo dovolj popijejo tekočine na dan,
s tem, če gledamo iz kakšnega vidika je povezano, s tem nekako dosežejo boljšo odvajanje blata, ni zaprtja in s tem tudi manj možnosti, da nastanejo hemoroide iz tega razloga. Ker zaprtje je izjemno velik dejavnik, ko prihajajo ljudje, ki so kar naprej zaprti, lahko imajo vene še takole dobre, pa hemoroidi nastanejo. To se pravi, ljudje, ki ne zaužijo ničesar od vlaknin, to se pravi kakšni otrobi in polnozrnati kruh in tako, prav tako vlaknine izjemno pomagajo, da je naša prebava urejena. In spet z tega vidika lahko rečemo, da lahko doprinese k nastanku. To se pravi, tukaj so predvsem tisti ključni faktorji ali pa oprijemališča, na katerih moramo delati, da do hemoroidov ne prihaja. Pa je še mogoče kaj takšnega, poleg prehrane, gibanja, kaj bi bilo pomembno, oziroma kaj lahko sami storimo da si lahko sami pomagamo pri hemoroidih? Tako je, zdaj zagotovo bi bila prva vrsta pripravki, ki sva jih našteli, ko je hemoroid nekako nastal, moramo čim prej ukrepati. Včasih ljudje nekaj naravnega zagotovo obstaja, tudi naravne kreme in geli obstajajo in so učinkoviti, vendar da boš doma čakal in mazal samo, recimo povemo, samo z vazelinom kot takim, boš pomagal v tem smislu, da bo iztrebljanje lažje, da ne bo dodatno dražilo, kar se pa tiče zdravljenja teh nabreklih ven, pa ne bo šlo. To se pravi, neka učinkovina je tukaj pomembna. Zagotovo pa, kot sva rekli, prehrana takrat še veliko bolj pazimo. Če je zaprtje takrat potrebno pozdraviti. Takrat posežemo po odvajalih. Zdaj, ali bodo to naravna, ali bodo to sintezne učinkovine, v tistem hipu, če je vse druga zadeva v redu, da nima nekih dodatnih bolezni ali kontraindikacij, izberemo nekaj, kar bo zagotovo hitro in dobro učinkovalo, da bomo s tem spet ta faktor že zmanjšali. Izjemno pomembno. Tekočino takrat dodajamo malenkost večji tekočini. Nabavimo si recimo tudi suhe slive navsezadnje, namakamo jih, spijemo tekočino, zaužijemo suhe slive, da bo zaprtje zagotovo šlo čim prej mimo. Dejansko nabavimo v lekarni razen teh gelov, krem, kot sva jih rekli, nabavimo tudi kakšne te analne robčke za analno higieno. Izjemno pomembno, ker če mi dejansko zdravimo, zraven pa še brišemo, kot so rekli, z WC papirjem, dodatno praskamo, razdražimo, vnamemo konec koncev. To se pravi, taki mali stvari, ki lahko pripomorejo. In seveda osebna higiena takrat. Pomeni, da če treba tudi po 5-6 na dan se dejansko takrat z neko mlačno ali bolj hladno vodo celo umijemo, damo obkladke, kot sva rekli prej, lahko je tudi kamilični obkladek, ki proti vnetom deluje. Najboljša pa je, kot se ena hrastova skorja, lahko pa to izmenjaje z kamilicami izvajamo, kakšen analni robček, če smo kje na poti, da oblažimo, kakšen gel, krema, izogibati se dolgotrajnemu sedenju, stanju, to je tako preventiva nasploh, ko pa hemoroid že nastane, pa še absolutno, če bomo sedeli kakšno uro, dve, dejansko vnetje bo se še razširilo, bo še hujša težava. Na to biti pozorni. Tudi tukaj lahko rečemo nekaj o visokih petah, kot sva zadnjič rekli, zagotovo dejansko neki dodatni napor je pri tem. In to so neki namigi, nasveti, ki bi lahko ublažili stanje, morajo stanje nekako ublažiti. Pa kot sva rekli uvodoma, čeprav je hemoroid kot tak z drugim imenom zlata žila, ima zelo lepo ime, težava je izjemno nadležna in seveda si vsi skupaj želimo kakšnih drugih zlatih žil, kakšnih drugih prilivov, zagotovo pa ne hemoroidov in tega se pač treba čim prej otresti na nek tak način, kot so danes skušali v oddaji tudi namigniti. Torej, kot so zdaj dosti izvedeli gledalci, vsi, ki zaznajo kakšne simptome, se lahko oglasijo v lekarniki in boste seveda z osebnim posvetom pomagali, svetovali, pa jim potem tudi dali zdravila. Tako je, vedno smo na voljo našim pacientom, našim gledalcem, tako da se lahko oglasijo, se pogovorimo in tudi, če ni težave, kakšna preventiva je vedno dobrodošla, o tem vedno poudarjamo. Preventiva je pri vsaki stvari boljša kot kurativa, tudi pri tem to velja. Hvala vam za ta pogovor. Lepa hvala tudi vam in lep pozdrav našim gledalcem. Vam, gledalke in gledalci, pa lep dan še naprej in nasvidenje.